Letni dopust je čas, ko želimo in bi bilo tudi prav, da resnično odklopimo od službe in vsakdanjih obveznosti. Da spustimo tempo, se resnično sprostimo in regeneriramo. Da smo tukaj in zdaj s svojci, z družino, s svojimi otroki. Ampak včasih je lažje o tem govoriti, kot tudi v resnici to udejanjiti. Zato bova danes s psihologinjo Nušo Crnkovič iz Centra za duševno zdravje Nacionalnega inštituta za javno zdravje govorili o tem, kako se že pred začetkom dopusta pripraviti, da bomo res na off, kako na dopustu izpustiti telefon, tablico in računalnik, ter kako po dopustu čim dlje ohraniti to svežino. Pozdravljena, Nuša. Živjo. Torej, kot sem rekla, kako se že pred začetkom dopusta pripraviti, da se lažje odklopimo od dela, od vsakdanje rutine in vsakdanjih skrbi? Zdaj, preden podam neke te splošne predloge, kaj lahko pomaga, kako si lahko olajšamo to tranzicijo v dopust, bi rada povedala, da ni enega pravila. Ko pride do teh stvari, je vedno tako, kaj nekomu paše, kar lahko meni odgovarja, mogoče vam ne bi, neki tretji osebi bi spet nekaj drugega odgovarjalo. Tako da je vedno vprašanje, kaj zame najboljš deluje. Na splošno, pa če govorimo, kaj lahko pomaga, je to, da si probamo, preden gremo na dopust, postaviti neke prioritete. Ker dejstvo je, da ne bo nam uspelo vsega narediti, ker drugače vseeno potem, če ne gremo na dopust, če skozi sam gledamo, ker delo vedno je. In si postavimo prioritete, kaj je tisto, kar si želimo narediti, preden gremo na dopust, kaj je tisto res nujno, kaj so mogoče kakšni roki ali pa so drugi odvisni, da mi svoje delo naredimo, zato da oni lahko nadaljujejo. Potem pa seveda poskrbimo, da predamo stvari naprej, se pravi, da tudi če kaj ni dokončano, ni konec sveta spet, in da predamo stvari naprej osebi, ki nas bo nadomeščala, da podamo vse relevantne informacije, dostope, boljš več kot premalo, ker če date več, je manjša verjetnost, da bojo potem klicali na dopust. In pa, da si seveda tudi nastavite e-mail o odsotnosti, se pravi, ni me, zato ker potem tisti, ki vam bo poslal mail, bo tudi vedel, da vas ni, in če postavite noter tudi datum, kdaj se vračate, bo tudi lahko pričakoval, kdaj je približno oziroma katerem tednu lahko potem pričakuje odgovor. Če so pa stvari res kakšne take urgentne ali pa da imate tako vlogo, da ne morete pa reči, zdaj pa mene ni srečno, potem je pa dobro, da se dogovorite, kateri primeri so tisti res nujni, da vas pokličejo in katera je ta ena oseba. Zato, da potem vas pa ne kličejo z vsem možnimi malenkostmi pa vprašanji, ki bi lahko se sicer razrešili tudi sami. Katere tehnike oziroma pa prakse priporočate za sprostitev in zmanjšanje stresa med dopustom? Torej, katere so tiste aktivnosti na dopustu, ki najbolj prispevajo k mentalni in čustveni regeneraciji? Tukaj bom ponovno začela z istim uvodom, se pravi, tukaj je vprašanje, kaj komu odgovarja najboljš. Nekomu bo pasalo iti gore, zame je to popolno nasprotje definicije sprostitve, ker mi je naporno že sama ideja iti hoditi gore. Zame je dopust plaža, morje. Za nekoga drugega je pa obisk nekega mesta, uživanje kulture, barčki, muzeji, pač to je popolnoma individualno. Ampak ključno pa je, da si najdemo tista ena stvar, ki nas res osrečuje. Tisto, kar bo nam pomagalo, da nam prinese pač ta notranji mir, se pravi, da ne bomo šli nekaj, ker na Instagramu je pa tisti šel to. Je pa tudi tako, da raziskave dokazano kažejo, da recimo preživljanje časa v naravi zelo pozitivno vpliva tako na duševno kot tudi fizično zdravje, vključno z znižanjem krvnega pritiska, umiranjem dihanja. Tako da zdaj tudi odvisno, kaj si želimo, a mi si želimo iti zdaj na nek
tak bolj avanturistični, adrenalinski dopust, ali je to nekaj tisto, kar nam bo glavo spucalo, če tako rečem, ali rabimo pač vse 4 od sebe in koktajl, seveda brezalkoholni, v roki. Kako je pa z otroki? To je pa spet, mislim, ne vem, odvisno, kakšne otroke imate, če se malo pohecam. Ne, mnogi so recimo, bi se radi kam sami odpravili na dopust, pa imajo mogoče slabo vest zaradi tega, ker hočejo ali pa se od njih pričakuje, da bojo povsod otroke sabo pri sebi imeli, tako bom rekla, da bojo otroci nenehno z njimi. Verjetno je pač včasih, če komu to ustreza, tudi v redu, če se za par dni recimo odpravi brez otroka. Ja, absolutno. Pač, če imajo nekoga, ki mu zaupajo in ki so ga tudi otroci navajeni, ga poznajo, se varno tam počutijo in so potem tudi starši mirni, da so potem tudi starši v stresu, kako je z otrokom, kaj je z otrokom in vsake pol ure gledati, pa pač absolutno nič narobe s tem. Tako da jaz ne vidim v tem nobene težave, razumem pa, zakaj bi bila lahko težava. Ja. Lahko težava in pa tudi konec koncev neka ta pričakovanja, ki jih tudi veliko dobimo z družbenih medijev, pa kaj bi mogel, pa kako bi mogel. Ponavljam, jaz mislim, da je to čist osebna od primera do primera izbira in tako, kar je nekaj čisto osebnega, na kakšen način si boš izbral, kam boš šel na dopust. Kako pa se učinkovito odklopiti od naših telefonov, od vseh digitalnih naprav, ki rade nam ukradajo pozornost, da nismo prisotni mentalno oziroma miselno in čustveno z našimi najdražjimi. Torej, kako odklopiti med dopustom? Zdaj, stvar je večstopenjska, odvisno na to, koliko smo navajeni uporabiti telefona, koliko ga vsakodnevno tudi tako uporabljamo. Zdaj, jaz recimo pač na dopustu pozabim, da imam telefon, medtem ko nekateri drugi so pa bolj navajeni uporabljati kakšne družbene omrežja, spet drugi zaradi službe. In v tem primeru lahko za začetek probamo tako, da ko gremo ven iz hotela z apartmaja, enostavno pač telefon pustimo tam na varnem nekje in na ta način, če nimaš telefona pri sebi, itak ne moreš kaj dosti narediti potem. Potem druga stvar je, da si izklopimo obvestila na telefonu, sploh kakšni e-maili, družbena omrežja, nekaj, kar nam drugače sicer konstantno brinči in krade našo pozornost. Lahko si tudi vzamemo old school telefon, konec koncev, neko neuničljivo staro Nokio ali pa nekaj, kar ni pametni telefon, imamo lahko te aplikacije gor. Ali pa si tudi konec koncev naložimo aplikacijo, ki nam omeji čas dostopanja do teh aplikacij, ki nekako kradejo našo pozornost od našega dopusta, naših ljudi konec koncev okoli nas, ker so na koncu dneva ljudje tisti, ki nas nahranijo, ti odnosi, ker vsi vemo, osamljenost zelo negativno vpliva na duševno zdravje, ker se pa velikokrat ne zavedamo, da osamljenost pa ni samo fizična osamljenost. Mi smo lahko obdani z ljudmi, pa se počutimo osamljene. Če smo obkroženi z ljudmi, ob katerih se počutimo, da smo neslišani, ne moramo biti to, kar smo. Ali pa se sploh ne pogovarjamo. Ali pa se konec koncev, se to tudi danes zelo velikokrat vidimo, gremo na kavo, se usedemo v lokalu in boš videl vsaj 3 mize, kjer bojo v tišini sedeli in vsak na svojem telefonu brskali. Tako da na dopustu je res fajn, da izkoristimo tudi ta čas za to, da smo prisotni ne samo v trenutku kot takem, ne fizičnem trenutku, ampak tudi z ljudmi, ob katerih smo oddani, ker je tudi to nekaj, kar zelo blagodejno vpliva na naše duševno zdravje in konec koncev tudi na zmanjšanje ravni kortizola v našem telesu, se pravi tega stresnega hormona, ki če je predolgo časa prisoten v našem obtoku, lahko tudi negativno vpliva na naše telesno zdravje, ne samo duševno zdravje.
Zdaj, vse bolj popularni so dopusti oziroma, tudi tržič so se začeli dopusti, kjer si lahko popolnoma izklopljen, ne. Torej, ljudje smo dejansko prišli do tega, da smo se začeli zavedati, da hočem biti out zdaj, recimo 1, 2, kjer kdo ima srečo tudi 3 tedne, ne. Kako pa lahko prepoznamo znake, da se na dopustu nismo resnično odklopili, in kaj lahko v takem primeru, pač kaj naj naredimo? Zdaj, tako, tukaj ni ponovno ne čistega pravila, spet je neka individualne razlike so, ampak če govorim tako zelo posplošeno, generalno, vkolikor se nam dogaja, da ne moremo spati tisto, ne, ko se sredi noči zbudiš, ojoj, kaj sem pozabil narediti, ali pa še to moram pisati, ali pa ne, pozabil sem tisti mail poslati. Ne, to je tak zelo evidenten, jasen znak, da mogoče se pa nismo čisto odklopili. Ali pa recimo, da imamo težavo še vedno zaspati, ne, ko čutimo neko to tesnobo, ali pa recimo ena izmed takih znakov je to, da bi skozi imeli potrebo potem, da bi gledali na telefon, pregledovali naše maile, kaj je prišlo, a ni. Tudi neka nemirnost ob tem, ko nimamo telefona, ker kaj, če me bo kdo poklical, kaj, če bo kdo nekaj rabil. In pa tudi razmišljanje konstantno o tem, joj, a bojo zdaj vse prav naredili, kaj me ni, a ne. Zdaj, Pa to premlevanje, kaj je treba vse narediti tudi. ja, se pravi ta ruminacija konstantna. Zdaj, opcije več, kaj lahko naredimo. Ena stvar, ki je to, da si rečemo, seveda, če nam je to okej, ker ne pozabimo, vsi imamo pravico do odklopa med dopustom, tako da potem je to čist osebna izbira, da vseeno recimo pol ure na dan si damo, ne vem, zjutraj ali zvečer ali pa, ne vem, ob 12, ko je premočno sonce, bom pogledal mail, zato da bom jaz, ne vem, mirna, da ni nobenega požara in da hiša še vedno stoji. Druga stvar je pa to, da si probamo, ne, da se zavedamo tega in da probamo naslednjič, preden gremo na dopust, mogoče poskrbeti za to, da boljše predamo delo naprej, da se probamo bolj razbremeniti. Včasih je tudi možnost, da imamo enostavno preveč dela, in bi bilo mogoče fajn, da bi predtem prosili za delegacijo dela še drugim, na ta način, ne, tudi potem lažji, ker se ta raven kortizola zniža, tudi mi lažje, ne, se nazaj normaliziramo in nismo konstantno v temu begali boj pripravljenosti. To je tudi ena priprava na dopust, Ja. da malo razpršimo svoje zadolžitve, Tako. ker konec koncev vsi smo pogrešljivi. Tako. Okej, zdaj smo razdelali tako, kako se pripraviti na dopust in kako ostati čuječ na dopustu, prisoten v tem trenutku. Recimo, da sva dali neka orodja, kako, ali pa napotke, kako se sprostiti, kako se napolniti z energijo, pač res zaživeti in doživeti dopust. Zdaj me pa zanima, kako ohraniti to čim dlje, potem ko se vrnemo nazaj v službo. Ja, zdaj, slaba novica je to, da načeloma raziskave kažejo, da ta sproščenost, ta napolnjenost z energijo, ki pridemo iz dopusta, relativno hitro mine. Koliko časa recimo traja? Teden, max 2 tedna, pač tako, ni glih najbolj A to pomeni- optimistično. A to pomeni, da bi mogli vsake 2 tedna iti na dopust? Ja, to Če bi se bilo malce idealno. pošalim. Ampak ja, ne vem, kako idealno bi bilo pa to za produktivnost. Ampak šalo na stran. Mislim, res je to, ne, da tako hitro lahko ti učinki grejo. Da,
da pa nekako probamo obdržati ta sijaj dopustniški, če se tako izrazim, pa lahko probamo zagotoviti, da se vrnemo iz dopusta na sredini tedna, ne v ponedeljek, ker pač ponedeljek že sam po sebi je dovolj travma, ne hecam se. Mislim, ne ta začetek tedna in potem imaš še 5 dni do konca tedna. Se pravi, da se probamo vrniti na sredini tedna, da je potem teden krajši in ko pridemo nazaj v službo, da ni naš prvi instinkt, super, zdaj imam polno energije, gremo s polno paro. Ampak da si res damo čas, da si tako postavimo prioritete, lahko gremo čez cel seznam mailov, vseh 1000, ki jih imamo, pa rečemo, to je pomembno, to je manj pomembno, ne? In potem postopno prepucamo, če tako rečem, svoj nabiralnik in se probamo tudi sami sebe obrzdati, da ne gremo do konca in potem nadur v tej želji, da bi čim prej nadoknadili in prišli na zeleno vejo, ker ravno to je eden izmed teh stvari, ki pravzaprav nekako ubije potem ta naš počitniški sijaj. Je pa tudi res, da raziskave tudi kažejo, da če recimo že podaljšani vikendi ali pa med vikendom, pa tudi po službi konec koncev, če si lahko vzamemo nek ta čas, da delamo stvari, ki nas veselijo, se obkrožimo z ljudmi, ki nas osrečujejo, ki nas polnijo, da tudi to ima zelo podoben učinek kot sam dopust. Tako da ni vedno ta kvantiteta, ampak je kvaliteta tega oddiha. Velikokrat ima lahko večjo težo. Torej, če lahko vas razumem prav, oziroma če vas prav razumem, ta odklop bi v resnici mogli vsak dan izvajati po službi. Ja, jaz imam pravilo v petek, tudi če gori vse popoldne po službi, sem jaz na off. Vedno. Pač pridejo dnevi, ko imam več dela, pa bom tudi za vikend kaj naredila, pa mi ni problem, ker je to moja lastna odločitev. Ampak si pa vzamem tisti čas, vsaj v petek, tudi če je katastrofalen teden, petek, da je off, da se dobim s prijatelji, da ležim na kavču, da karkoli že tisto, da se odklopiš in da si daš tudi čas in to tako, brez slabe vesti. Za trenutek nimaš slabe vesti, ker glih to je tudi problem, da če gremo potem na dopust ali pa če se želimo odklopiti, ampak v resnici imamo pa vzad slabo vest, ker smo se odklopili. Ampak v resnici pač raziskave ponovno kažejo, da že samo to, da gremo na sprehod ali pa to, da se odklopimo, tako, 1 ura, 2 ure popoldne, signifikantno, se pravi pomembno vpliva na našo kreativnost, na našo delovno učinkovitost, tako da pravzaprav s tem, da se odklopimo, ne naredimo uslugo sam sebi, ampak tudi svojemu delodajalcu, svojim sodelavcem, svojemu timu, ali pa če ste lastniki podjetja, tudi konec koncev sam sebi. Tako da odklop je vedno dobra ideja. Super, hvala za pogovor. Poslušalcem pa želim užitkov polno, prisotno in zdravo poletje. Hvala lepa.